Dobro večer. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na današnji prireditvi, ki jo je z čudovitim uvodom začel Gal Jovan. In sicer smo slišali Masnejeve meditacije. Lahkotnost meglice, ujete v pajčevino, objema misli. Prosojne sanje odplavajo v lepljiv dan. Nežno valovanje ljubečih besed vdano božja dušo. V globini mir drami jutranje žarke ujete v rosi srca in ponižno praznuje življenje. Ja, Marija Dodič je pesnica, izdelana, globoka, čuteča. Njene pesmi razmišljajo o njej, o nas, o minljivosti, o ljubezni, o vesolju, o odhajanju. A kdo je ta Marija Dodič? Nam bo pa kar sama povedala. Izvoli, Marija. Mislim, zelo težko je začeti, ker jaz sem imela zelo turbulenten življenje. Vse sorte sem doživela, ampak lahko rečem, da sem se rodila v najmanjši hiši na Veru. Enega lepega, poletnega dne prejšnjega stoletja. Rosna, mlada leta sem preživela na Veru, potem se je pa začelo graščinsko življenje, to se pravi, smo postali graščaki in smo se preselili na Krumpark. Tam smo kar ene par let živeli, dok nisem začela hoditi v osnovno šolo, to je pa v Domžale, in takrat smo se že preselili v Domžale in smo postali blokovski mestni ljudje. Prvič smo imeli kopalnico, se morate misliti. Stranišče svoj, to je tudi bil napredek, ne? In tista leta so bile najlepša, naprimer. Če se spomnim danes nazaj, kaj je bilo čudovit štefit hoditi, pa smo kakšen dinar ali pa dva dobili, pa smo štefit fehtat hodili, koliko nam bo dal tista štofelcu ali pa malisenc, pa je od šraufu tist pokrov, pa je dal eno pes malisenc in rekel, na tla imaš, koliko imaš pa denarja, so nekaj 2 dinarja, no da ima jih pa 5. Ali pa v nedeljah, ne, naš oče me je dal malo tringelta za v cerku, mi pa v kinoh Krašuc fehtat, če nas bo noč spustil. Ja, tako mislim, ta nedeljske matineje so bile tudi vredne svojega denarja. Se mi zdi, da so bile to najlepše nedelje, kaj je bil še Krašuc, ker ta nas je res pridno spušil not, ki je vedel, da nimamo denarja nikoli. In tako so se zgodila vsa šolska leta, potem pa seveda še malo študija, pol pa prva služba v Otoku, pa druga služba Beti Ljubljana, sem bila že na predstavništvu, sem bila že malo bolj pomembna. Ampak najlepša leta sem pa preživela v Količevo kartonu. To je pa bila moja penzija, tam tudi sem dočakala in moram reči, da so bile to najlepša leta, pa ne zaradi samega dela, ampak zaradi ljudi. Moje kolegice, ki so danes tudi tukaj, so res bile moje sodelavke, fajn smo se zastopili in tako so minila leta, vmes sem se poročila, rodila od 2 hčere in danes sem ponosna mamica, babica 2 vnučkov, Julijana, 10 let starega, in Martina, ki bo 5 let vsak cajt. In seveda na stara leta me je pa kar mikal, da bi v Domžale prišla in sedaj sem spet ponovno Domžalčanka in živim v tem novem, lepem naselju Bistra v Domžalah. No, zdaj smo, nekaj smo že slišali, ne, od naše Marije. Ja. Ja, veš kaj, zdaj me pa zelo zanima, kdaj te je pa srečala poezija? A si mogoče tipaje, tako kot sonce sega po vrhovih, začela pisati in potem svobodno poletela med črni prvih verzov, kot je lepo napisala Janka Jerman v spremni besedi v tvoji novi knjigi?
ali pišeš mogoče že od otroštva, ali pa te je kakšno posebno doživetje usmerilo v pesniške vode? Pesnik. Da bi bila pesnica, se nisem nikoli mislila. Ampak se je zgodilo. Začela sem pa pisati približno pred enimi 20 leti. Kaj je bil takrat povod, da sem začela pisati? Takrat se me je dobesedno življenje na glavo postavilo. Vse vrednote so se podrle, ker sem takrat mislila, da so 100% in da veljajo za skozi. In ko človek pride v situacijo, ko vidi, da ni izhoda, da ni pomoči v dozuni, da je edino ti sam moraš nekaj narediti, če hočeš v življenju peljati naprej, takrat sem se globoko zamislila in sem ogromno stvari spremenila. In takrat so se pojavile v meni ta globoka želja in te želje so dobesedno prišle na dan. In takrat sem napisala kar precej pesmi, lepih pesmi. Se mi zdi, da nekaj jih je tudi v tej zbirki. In mislim, človek se mi zdi, da ima vedno ene take obdobja. In ko pride do ene stvari, zgleda, da rasemo, iz leta v leto rasemo in ko enkrat pridemo do konca tiste resnice, se odpre nam eno novo področje in takrat vedno spet začnemo rasti. In se mi zdi, da človek sploh nikoli ne neha rasti, vedno spoznava nekaj novega. In zato se mi zdi, da te mejniki v življenju, tudi ljudi, ki sem jih srečala, vsi, ki so iz mano hodili moje življenje, ob meni, v poznanstvu ali bližje, so bili vsi eni darila, zaradi katerih sem jaz danes taka, kot sem. Tukaj z vami in te pesmi so nastale ravno na podlagi teh mojih življenjskih izkušenj, ker se mi zdi, da so bile globoke, pestre, zanimive in upam, da vam bojo všeč. Sonce ti paje sega po zasneženih vrhovih. V zraku nežni vonj mehkobe niza ure. Zvonikih stolčev prekratek dan. Misli komaj ujete pobegnejo v tišino dneva. V vetru obup zamenja sladki vonj ljubezni. Potrpi, dragi moj, čakaj na objem zelenih trav in rumenih lučk. Objemi me in večno ostani v meni. Skupaj bova vrhuncu doživela slast sprostitve bolečine in rojstvo bele vrtnice. Z nje bova srkala vse izraze obstoja in v brezčasju doživela ljubezen. Daj, pojdiva skupaj, ne pusti me nocoj same, moj ljubljeni. Moje življenje je nevidno vrtenje rojstev, spominov in smrti. V tem krogu zapustim samo odtis duše, ki se osvobaja iluzije časa. Iz notrine neskončne možnosti sijejo kakor zvezde. In moj čas je samo ena od njih. Zavrgla sem ječo včerajšnjih dni. Poletni dež je spral zadnje ostanke izsušenih spominov. Naposled dojamem sadove let, ko sem živela tuje sanje. Kot dežna kaplja spolzim skozi stvari. Veter mi klepetal nevidno uho svobodo novega dne. Soočenje. Sem res mar vse to? Zaupam naj. Komu? Raztrgalo me je na 1000 koščkov. Veter me je raznesel na vse strani. V svojem globokem razočaranju sem dojela večno stisko. Pribita na križ svojega Boga, zaupam samo
svoji izbiri. Suša povsod v moji duši. Na ustnicah ni besed. Sama praznina, požgana do tal. Ko spet pride dež, rahle kaplje poživijo vse, kamor padajo. Na ustnicah ponovno spev radosti poje pesem življenju. Prepojena tla v vonju prinašajo rodovitnost. V soncu lesketajoče barve rišejo nepozabno krajino, ki je že pozabila in živi samo za ta trenutek. Marjeta Banko nam je zaigrala Laboda, skladatelja Saint-Sansa. No, pa gremo naprej, ne, Marija? Zdaj me pa zelo zanima, kdaj in zakaj si se priključila našemu literarnemu krožku v Lipi, Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Domžalah. A si mogoče sama našla pot do nas? A te je kdo svetoval? Kako je bilo to? No, povej. Ja, tako, no, človek pride potem v penzijo, ne? In seveda v penziji, ker enkrat ugotoviš, da imaš ogromno časa in da lahko počneš stvari, ki jih prej nisi mogel. In sem začela uživati. In sem rekla, zdaj grem pa jaz se še malo izobraževati. In sem začela hoditi na Lipo in sicer ta prva k verstvom sveta. Spoznavala verstva sveta. Potem je pa Metka enkrat stopila noter v razred, pa rekla, veste, mi pa zdaj za zbornik zbiramo, a imate kakšno pesnico? Sem pa rekla, ja, jaz pa sem neki pesmi že pred davnimi časi napisala. Ja, pa prav, ja, to prines, pošelj, bomo videli. In tako se je začel. Pa tiste pesmi dobi, pa enkrat pride, pa prav ti, Marija, ampak ti bi pa lahko našo literarno delavnico skodila. Sem rekla, ja, veš kaj, bom šla pa pogledat, kako to zgleda. In moram reči, da ženske so tam ustvarjalne in me je potegnil. In tako sem pristala še v literarni delavnici in pustila tiste učne ure in da sem pesnica 100 na uro. Ja, sej res, tvoje pesmi so močne, drugačne, razmišljajo o vrednotah, ki si jih spoznala tekom življenja, o našem poslanstvu na zemlji. Kdaj si se pa odločila, da z njimi ne boš sodelovala samo v naših zbornikih, Lipe, ampak da jih boš izdala v svoji, samostojni knjigi, da bodo ob branju pesmi o vsem tem lahko razmišljali tudi bralci? Kdaj je bilo to? A kako? Ja, seveda, ker sem bila pa enkrat že ene tako 2-3 leta v literarni delavnici, sem se pa že opogumila še kakšno stvar, ker so me ženske tako spodbujale, še posebno Silva Mizerit. Zadnje čase se mi zdi, da je rekla, da je že skrajni čas, da še jaz izdam kakšno pesniško zbirko in ob strani so mi moje kolegice resnično stale. Tako da moram reči, da mi od začetka ni nič dišal, da bi izdala zbirko. Čeprav je bilo pesmi pa že kar 200. Ne. Sem rekla, za zbirko dovolj, ampak je bila kar težka odločitev. Ne. Ampak ženske so me spodbujale, so rekle, da pesmi so za objavo. Sem rekla, no prav, potem bom pa še jaz eno pesniško zbirko izdala. In tako je nastala moja prva zbirka Odtis duše, resnično tist globoko iz mene, kar je v meni je prišlo ven. Kdo ti je pa pomagal? Kdo ti je pa opremil sliko? Ja, da ne govorim, kakšne čudovite ljudi sem imela okoli sebe. Jaz sem sam pesmi napisala po navdihu.
Potem sem pa Sonji Fojkar prosila, Sonjo Fojkar, če mi bo kaj narisala na moje pesmi. In res so nastale čudovite ilustracije njene, mislim, fantastične prispodobe, simboli, res nove. Potem pa kdo seveda bo pa to knjigo mi opremil in se moja hči v glas mlajša, pa pravi, mami, živa, se veš, ona je akademska slikarka, ti bo pa ja to uredila in moram priznati, da knjiga je resnično po mojem okusu, res je lepa, kot da sem res zelo zadovoljna, da je ta knjiga zagledala svet, ne. In seveda se moram zahvaliti tudi mojim kolegicam, ki so zraven pomagale s predlogi, potem spremno besedo za Janko. Mislim, taka ekipa, da jaz sem samo ob stran stala, se je vse samo naredil. Ja. Skrbne roke božajo mi dlan, iz oči ljubezen govori. Vsa hrepenenja mojega življenja se v letih preobrazbe izgubi. Spomini večno tkajo mojo pot. Modrost prihaja z leti, ki jih čakam. Jutri je nov dan in zgodaj bom začela, da bom ujela polne ure dneva. Primetavam, grebem, razmetavam kup. Obupen smrad se širi, vendar ne neham. Tam nekje, pod tem smetjem sem jo izgubila. Ne vem več kaj. Iščem dalje, prav na dnu najdem belo vrtnico. V eni sami noči sem izjokala vse trpljenje, vso bolečino in vse življenje. Ena sama noč je bila potrebna, da za večno spremenjena na pogorišču svojega življenja ugasnem luč trpljenja. Prihuljene in zlagane misli v temini dneva v srcu grizejo svoje ostanke. Napačno sklepanje se vtisne v dušo do kosti. Sem prinašalka vsebine in odsev časa. Kot zvezdni utrinek se začnem in končam. Vmes življenje skozi me išče svojo obliko. Zmrazi me lastno spoznanje nemoči. Tesno me objemi, večni ples življenja. Doživiva okus pomladnih trav. Skozi nenehno spremembo zunanjih oblik bova ljubila sleherni trenutek najinega obstoja. Nežno me popelji po cvetoči livadi, vetru naproti. Vdihniva s polnimi pljuči rojstvo nove poti, ki se razodeva v čudežu nevidnega. Nikoli ne veš, če so tvoja usta spregovorila prave besede. Če ni tvoj pogled pretrt in prepričanja napačna. V nezavednih trenutkih besede bolijo bolj, naredijo globje sledi, šele čas jih malo omedi. Nekoč bom prerasla svoj jaz in v spoznanju odpuščanja bom sejala besede ljubezni. Ja, smo naredili en izbor pesmi, iz te knjige. Marija, katera pesem v tvoji prvi samostojni pesniški zbirki Odtis duše pa je tebi najljubša, da bi jo prebrala sama? Ja, to sem se pa zelo težko odločila, ker moje pesmi so vse mi ljube.
Ampak za eno sem se odločila, ker sem dala knjigi naslov Odtis duše. In ta ena govori tudi o tem odtisu duše. Odtis duše je nevidna sled na konici hrepenenja. Utkana v isto tkanino rastem v zavesti vesolja. Življenje je bilo, je in bo tudi takrat, ko bom doživela smrt tisočerih obrazov. Človeku kar besed zmanjka. To je bil Čardaš, Bontijev in zaigral nam ga je Galiv, ampak tako. Hvala. Gremo še malo naprej. V bolečini omehčana počivam v vrtovih sočutja. Nebeška mana prekriva poti, v katerih iščem odrešitev. Nevidne lovke trgajo na vlakov vsakdana. Odmev davnine v krvi je vkovan v nešteto zvest mojega sveta. Sveta podoba zemlje, ki me hrani, se razteza v globine vesolja kot odmev ljubezni. Vsa blažena se izgubim v prvih poljubih sonca. No, mislim, da smo vam danes prav prijetno predstavili našo Marijo Dodič in njeno prvo samostojno knjigo poezije Odtis duše. Da smo zbudili vaše zanimanje in željo, da bi te in vse druge pesmi današnjega sprehoda po besedah še kdaj slišali oziroma še večkrat sami prebrali. Najlepša hvala, da ste se udeležili današnjega sprehoda po teh njenih pesmih, njenih besedah. Njene pesmi so danes brale članice literarnega krožka Lipe Dobžale, Univerze za tretje življenjsko obdobje, Janka Jerman, Mira Kmarkol in Mija Stupica. Za glasbeno popestritev tega kulturnega večera sta na violino zaigrala Gal Juvan in Marija Paganko. Mentorica obeh je Anastazija Juvan. Na klaviru pa je spremljal Miran Juvan. Skratka, Marija, čestitam za prvo krasno samostojno knjigo poezije Odtis duše. Hvala. Hvala. Zdaj ti predajam zaključno besedo prava. Najraj bi vas objela, ker ste vsi prišli. Toliko veliko vas je prišlo, zelo sem vesela. Prvič občinstvo, da moje pesmi poslušate, potem čudoviti glasbi, potem pa tudi vsem, ki so pomagali mi to knjigo. Najprej bi se zahvalila tistim, ki so pomagali mojo knjigo ustvarjati in sicer, da dol pridem. Ne. In sicer zelo rada bi videla, da pride tukaj živa oblikovalka, čudovita mamica, lepa, da se ti zahvalim za to čudovito knjigo. Hvala lepa. Potem bi pa prosila Sonjo Fojkar, da pride tukaj gor, ker tisti, ki boste kupili knjigo, ki ni draga, samo 8 evrov, boste videli not
čudovito simboliko, pa res krasne ilustracije. Super. Hvala, Končanka. Mislila sem, da bo z mano tudi Iva Sivec, ki mi je lektorirala knjigo, ampak se je žal upravičila, ker je na Primorskem toku ogromno padavin, da so kar ostali doma. Ja, je kar od precej daleč. No, ker se pa tega tiče, bi se pa zdaj jaz rada zahvalila še prej, preden bom tele moje ljubice objela, še čudoviti glasbi. In sicer, čakajte, zdaj bom ta prva pri otrocih začela. Gal, hvala lepa, sem te že enkrat poslušala in moram reči, da mi je vedno v užitek. Hvala lepa. Tudi tebi srčna hvala in upam, da te bom še kdaj poslušala. Še očka pa mamico. Očka bo dobil seveda tole rozco. Hvala lepa. Hvala. Mamica kot mentorica pa vrtnica. Hvala vam za čudovite besede. Zdaj so pa na vrst moje najboljše kolegice in sicer Zlatka, ki je tole tako lepo spalala, da bi se nara izjukala. Hvala lepa, Zlatka, res hvala. Kar po eno pa po eno. No, zdaj bom pa začela pri starejši. Janka, ti si znana pesnica. Ja, hvala lepa za tvoje čudovito zapovedane pesmi. Res, hvala. Ja. Mira, krasno si prebrala vse tiste moje ljubezenske pesme, v katerih sem se kar stopila in tvoj glas je bil res dober. Ja, Mija, tudi tebi hvala lepa, res si naredila dober izbor, sem bila kar presenečena, kako ste ženske nadarjene, veliko bolj pa jaz. Tako da sem pa jaz končala. Pravzaprav tako bom povedala. Zdaj ste pa vi na vrsti. Moja najljubša publika. Hvala lepa, ker ste prišli. Brez vas seveda ne bi uspel ta večer. In moram pa hvala lepa moji familiji, ker so se toliko matrali z mano. Ojoj, to je pa moj najmlajši vnuk. Ja, hvala, Julija. To je pa moj starejši vnuk. Ker moji otroci in moje dve hčerje so se mogli kar mačka nazaj držati, ker sem jaz kar včasih sitna mama. Ne. Pravijo, da veliko govorim, ne. Jaz pa pravim, da več napišem, ampak one ne verjamejo, še vedno ne. Jaz se vam vsem zahvaljujem, da ste prišli in nekaj smo pripravili, nekaj smo za pogostitev naredili in vas vse skupaj prisrčno vabim, da na kozarc penečega vina, malo potičke, malo piškotu, kakšen klepet, da se malo poveselimo. Hvala lepa. A ja, še tu sem pozabila, če pa slučajno kakšnega pri srcu stisne, si pa lahko kupi tole knjigo. 8 € košta. Ja, tamle v zunji bomo predajali. Ena od mojih hčerk, jaz upam. Ja, hvala. Nada. Hvala.